Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Danes gremo na potep v gozd. Tokrat nam bo družbo delal jelenček. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živel navihan jelenček. Bil je zelo radoveden, ni pa še bil dovolj odgovoren. Ko ga je mami prosila, ali ji lahko prinese lubje z dreves, je nesramno odgovoril: ne bom. Ko pa mu je rekla, naj kozarca z vodo ne odlaga na rob mize, je naredil prav to. In kozarec se je raztreščil po tleh. Ko ga je ati prosil, ali mu lahko pomaga pripraviti seno za zimo, mu je nesramno odgovoril: ne bom. Ko pa mu je rekel, naj ne odpira vrat hišice, saj je zunaj sneg, je naredil prav to. In sneg se je vsul v hišo. Ko ga je babi prosila, ali ji lahko poda kuhalnico iz predala, je nesramno odgovoril: ne bom. Ko pa mu je rekla, naj ne meša kruha, dokler vzhaja, je naredil prav to. In za večerjo so namesto kruha imeli testo. Ko ga je dedi prosil, ali mu prinese klešče iz omare, mu je nesramno odgovoril: ne bom. Ko pa mu je rekel, naj ne sede na stol, ki ga popravlja, je naredil prav to. Stol se je zlomil in jelenček je padel na ritko. Ko so ga zajčki povabili, da gre z njim skakat skale na skalo, pa se jim je takoj pridružil. Ker jelenček ni bil zajec, ga njegove tenke in dolge noge niso ubogale in si je levo nogo še prekmalu poškodoval. Ko so ga ježki povabili, da se gre z njimi igrat skrivalnice, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil ježek, je bil njegov smrček premehek za njihove bodice. Ko je našel ježka skritega v grmovju, se je prav kmalu pičil v nos. Ko so ga ribe povabile na tekmovanje v plavanju, se jim je takoj pridružil. Ker pa jelenček ni bil riba, ga je voda tako hitro nesla, da se je komaj prikobacal iz reke in je ves dan iskal pot domov. Nekega dne se je lovil z vevericami. Urno so skakale z veje na vejo. Ker pa jelenček ni bil veverica, njegovi rogovi niso omogočali tekanja med košatimi vejami in se je zato zataknil. Klical je na pomoč, a ga niso slišale, saj so že odšle naprej. Bil je prestrašen in poskušal se je rešiti, a rogovi se niso hoteli izvleči iz vej. Ostal je brez moči, osamljen in prepuščen sam sebi. Razmišljal je o družini, ki ga je tolikokrat opozarjala na gosti gozd. Sram ga je postalo, da je bil nesramen. Spomnil se je vseh neumnosti, ki jih je naredil, in ugotovil je, da bo moral razmišljati s svojo glavo. Pomirjen je še enkrat pogledal med veje. Malo je nagnil glavo na stran in že se je rešil. Ko je prej samo mahal z glavo, so se rogovi samo zatikali. Ko pa je umirjeno poskusil, mu je takoj uspelo. Ponosen je pohitel domov. Od tistega dne je pomagal mamici, ko je potrebovala lubje. Ona pa ga je od veselja vsega prelizala. Pomagal je atiju, ko je nabiral seno. Tudi on ga je od veselja vsega prelizal. Pomagal je babici in dediju, ko sta potrebovala kuhalnico ali klešče. Stari starši pa so ga od veselja vsega prelizali. Tako je postal najlepši jelenček v gozdu, saj je bil vedno čist, prelizan od rogov do kopit. Ko so ga prijatelji vabili na igro, je odhitel, a skakal je kot jelen, vohal kot jelen, plaval kot jelen in se lovil kot jelen. Uporabljal je svojo glavo in svoje telo. Bil je ponosen, da je prav takšen kot je, saj je bil zares čudovit. Vsak izmed nas je prav poseben in edinstven in na to moramo biti ponosni. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite. Zjutraj
pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.